Hvala lepo, zdrav sem skupaj. Gor v predverju velike dvorane, pa še nekaj dni nazaj, tudi tukaj na Trgu Republike, ste lahko spremljali oziroma videli plakate, ki obeležujejo obletnico plebiscita za samostojno Slovenijo. Na prvem plakatu tudi piše, da smo se za samostojno Slovenijo leta 1990 odločali na 4130 voliščih, nekaj takšnega. Takrat je bilo vseh volilnih upravičencev v Sloveniji manj kot 1 400 000. Danes imamo v Sloveniji skoraj 1 700 000 volilnih upravičencev, volišč pa imamo manj kot 3000. Kar seveda pomeni, da možnost ustavno zagotovljene volilne pravice, izvajanje ustavno zagotovljene volilne pravice, ni enako dostopna tistemu, ki ima v Ljubljani volišče na 100 ali pa na 200 metrov, in tistemu, ki ima v podeželskih okrajih do volišča 5, 10 ali več kilometrov. Ukinjanje volišč po okrajih, predvsem po podeželskih okrajih, se je dogajalo pod različnimi izgovori. Dva takšna vala sta bila. Eden je bil v 90 letih in eden, mislim, da leta 2011. Zdaj iz podatkov, ki ste jih dobili v mapci, se tudi vidi, kako se je gibalo število volišč na različnih volitvah v Sloveniji. S tem, da kljub po nekem mesečnemu trudu nismo uspeli pridobiti od Državne volilne komisije vseh podatkov za večino volitev teh 30 in še več letih. Češ, da je to pristojnost okrajnih volilnih komisij, da je to pač po različnih arhivih in tako naprej. Tako da tabelo, ki je, mislim, da natančno imate samo od leta 2011 naprej. Čeprav je bilo večina, skoraj 800 volišč ukinjenih do leta 2011. Po letu 2011 pa še preko 400 volišč. Tudi po tej tabeli se vidi, da v ljubljanskih okrajih praktično ni bilo ukinjenih volišč, mislim, da v Ljubljani centru eno več, ali pa je bilo ukinjenih nekaj, pa združenih nekaj. Medtem ko v podeželskih okrajih, še vse tisti, kjer tranzicijska levica dosega slabe rezultate, beležimo ukinitve volišč, kjer, če štejemo celotno obdobje od leta 1920 naprej, pridemo tudi do podatka, da je bilo ukinjeno polovico volišč. Ali pa samo od leta 2011 tretjina volišč. In to v glavnem na območjih, kjer tu ni javnega prevoza. Tako kot v mestih. In če potem pogledamo volilno udeležbo, predvsem na državzborskih volitvah, vidimo, da je v ljubljanskih okrajih velikokrat volilna udeležba tudi 20% višja, kot v podeželskih volilnih okrajih, še posebej v 7. in 8. volilni enoti. Zdaj, glede na ureditev, ki jo imamo, je formalna pristojnost res v rokah okrajnih volilnih komisij. Za predsednike okrajnih volilnih komisij se je postavilo sodnike, ki vodijo tudi vse druge volilne komisije, in očitno je preko tega omrežja potem prihajalo tudi do signalov, preko katerih so se potem ukinjala volišča. Za eno od takšnih navodil, ki smo ga zasledili, je bilo navodilo, da se ukinjajo volišča, ki so težko dostopna za invalide. Zdaj vsi, ki smo glasovali na podeželskih voliščih, vemo, da pač, če je prišel glasovati nekdo, ki je imel pač gibalne omejitve in ni mogel po stopnicah, je pač komisija prišla do njega in je obkrožila tisto, za kar se je pač odločil. Potem pa je prišlo navodilo, da se vsa taka volišča ukinejo in volišča, ki so bila prej težko dostopna za invalide, so potem postala nedostopna za vse. In bilo je potem še
nekaj takšnih čudnih navodil, glede na to, da se je očitno izračunalo, da ukinjanje volišč v podeželskih okrajih koristi rezultatom tranzicijske levice. No in kljub temu, da smo mi na ta problem opozarjali že leta, tudi pred zadnjimi volitvami, zadeve niso šle na boljše, ampak so šle na slabše. In očitno se namerava po tej poti še nadaljevati, ker ne tako dolgo nazaj smo zasledili izjavo informacijske pooblaščenke, ki je zatrdila, mislim, da je STA to objavila, kako tajnost glasovanja ni zagotovljeno na majhnih voliščih. Češ, da je bil nek primer na referendumu, kjer je na majhno volišče prišlo nekaj 10 ljudi, pa so vsi glasovali za ali proti in potem se pač ve, kako se je tam glasovalo. To je zatrdilo kljub temu, da obstaja navodilo, po katerem na voliščih, kjer pride 10 ali manj volivcev, te glasovnic ne štejejo, ampak jih zapakirajo in jih pošljejo na okrajno volilno komisijo in se tam potem to preštejo tisti, ki ne vedo, ki nimajo pogleda v volilni imenik na posamičnem volišču, se pravi ne vejo, kdo je sploh glasoval. Zdaj, tudi ta, zadnji poskus informacijske pooblaščenke kaže, da se skuša ta trend nadaljevati. Direktor Državne volilne komisije je pred dnevi na neki mediji izjavil, da po skupnem številu volišč Slovenija še vedno izstopa pozitivno glede drugih držav, češ toliko prebivalcev in toliko volišč. Ta podatek popolnoma nič ne pove. Enakost volilne pravice mora biti zagotovljeno znotraj države, kjer se pač glasuje, ne pa v primerjavi z Avstrijo ali pa Nemčijo, kjer je pač koncentracija prebivalstva drugačna. Če pa kdo smatra, da je volišč preveč, glede na povprečje v Evropi, da jih ukinja v Ljubljani. Ne vem, zakaj so se ukinjala, ker je, kljub temu, če bi se jih polovico ukinilo, bi še vedno imeli volivci lažji in bližji dostop, kot pa, če se to ukinja v Šmarjah pri Jelšah, v Idriji, v Črnomlju, na Goričkem ali kjerkoli, kjer se je pač to počelo, sicer pa sliko od leta 2011 lahko najdete tudi v tej tabeli. Tako da, gledajte, z tega mesta naslavljamo na apel na vse tiste, ki odločajo v okrajnih volilnih komisijah in na tiste, ki odločajo v Državni volilni komisiji, da naredijo vse, da se volišča na podeželju vrnejo. Tudi, če so manjša, treba je zagotoviti enakost volilne pravice. Če smo bili to sposobni leta 1990, smo najbolj sposobni tudi z vso tehniko in z GDP-jem, ki je 3-krat večji, tudi leta 2025. In dokler ne bo zagotovljena enakost volilne pravice, kar se tiče dostopa do volišč, zelo težko govorimo o fer in poštenih volitvah. Ne drži, da ni prostorov, ne drži, da ni ljudi, ki bi delali na voliščih. Če imajo kje težave in lahko pomagamo, mi vedno predlagamo veliko več članov volilnih odborov, kot pa jih potem sprejmejo. Če imajo težave s prostori, jim lahko poiščemo po vaseh, tako da bodo zagotovljeni vsi pogoji, ne bomo pa kupovali več izgovorov. Hvala. Najlepša hvala za vašo udeležbo na današnji tiskovni konferenci. V Novi Sloveniji tudi že dolgo časa opozarjamo o demokratičnem deficitu ali pa o eroziji demokracije v našem prostoru. Pred vsakimi volitvami in referendumi želimo vedno poudarjati pomen udeležbe na volitvah. Naj se ljudje v čim večji meri udeležijo na volitvah in odločajo. Problem tega je, da je to dejanje, zlasti strani uradnih institucij, mnogokrat s figo v žepu. Zakaj? Zato, ker po drugi strani ljudem za ukinitvijo ali pa združevanjem volišč dejansko onemogočamo udeležbo na volitvah. In to se dogaja
sistematično že daljše časovno obdobje. In tudi sami so bili iz terena, zlasti iz 7. in 8. volilne enote, iz strani ljudi obveščeni o temu, da jim je onemogočeno v nedeljo iti na volišče, ker nimajo javnega prevoza, nimajo javnega prometa, urejenega javnega prometa napram, kot je to v Ljubljani, Mariboru ali pa drugih mestih. Se pa morajo na volišče voziti 10 ali pa celo več kilometrov. Torej, kako tej gospeji ali temu gospodu, ki nima izpita za avtomobil, na primer, kako mu omogoči enakopravnost napram nekomu, ki je iz Ljubljane. In pri tem želimo poudariti, da Slovenija ni le Ljubljana, ni le Maribor, Slovenija je tudi slovensko podeželje. In vsak ima enako pravico, pasivno volilno pravico, da gre enakopravno na volišče in da voli. Druga pomembna stvar, ki jo pa želimo ob tem poudariti, je ta demokratični duh. Kot zaprisežen demokrat želim poudarjati, da v demokratični državi bi morali stremeti k temu, da imamo več volišč, čim večjo možnost, da imajo ljudje, da grejo in izrazijo svoje mnenje. V tem primeru združevanja in ukinjanja volišč pa je nek sistematičen duh erozije demokracije, simptom časa, ko tudi vlada želi preko nadzornih institucij pravne države vplivati na potek dogodkov pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami. Tudi z dogodki povezanimi okrog policije, tožilstva in pregonom opozicije. Zlasti v tem primeru Nove Slovenije, obeta se, če se ne motim, govori se po kuluarjih v naslednjih 14 dneh, vložitve obtožnic, preiskave, nadaljevanje in tako naprej. Se pravi, to vse gre v smer tega, da se prepreči zmago na eni strani glasu slovenskega podeželja, zmago opozicije na to vlado, ki imamo danes in predstavlja, zelo slabo predstavlja Slovenijo. Zato da se podarim, da tukaj smo zdaj dve politični stranki, ki se pridružujemo temu apelu, ki ga imajo tudi ljudje na slovenskem podeželju, ki so prihranjeni na svoje volišče. Pozivam pa tudi ostale politične stranke, da se temu pridružijo k ohranitvi oziroma k povrnitvi volišč na slovenskem podeželju. Kajti tukaj mislim, da bi moral biti skupen interes vseh političnih strank ta, da imajo ljudje enakopravno možnost glasovati, voliti. To je ta demokratični duh, okrog katerega bi morali se združiti vse politične stranke, ne samo stranke slovenske opozicije. Najlepša hvala. Kako še vprašanje? Rok Štuligo, TV Slovenija. Vprašanje imam za oba. Ta teden ste v Slovenski demokratski stranki že predstavili en predlog, ki se prav tako nanaša na spremembe povezane z volitvami, torej enotno žrebanje številk, da bi bilo to žrebanje na nacionalni ravni in ne več po volilnih okrajih. Predsednik vlade je predlagal ukinitev volilnega molka. Kako komentirate te zdaj, v bistvu lahko rečemo že kar precej številne predlagane spremembe 3 mesece pred volitvami, namreč pojavljajo se očitki, da so takšne in vse druge spremembe na tem področju ta trenutek povsem neprimerne in predvsem prepozne? Zdaj, če mislite na neke smernice Beneške komisije, se tiste smernice nanašajo na spremembe volilnega sistema, se pravi, da je zadnje leto pred volitvami nedopustno spreminjati način, na podlagi katerega se voli. To, da smo mi skupaj predlagali eno številko za kandidatne liste v celi državi, ne pa 8, kot jih je zdaj po volilnih enotah, ne v krajih, kot ste rekli. Glede, je ena taka malenkostna tehnična izboljšava same procedure, ne pa načina volitev, ki je v korist vsem strankam, volilnim komisijam, medijem tudi, če hočete. Zdaj, kaj spremeni oziroma kaj dobimo razen zmede, ko se za iste liste v 8 volilnih enotah žrebajo različne številke, ki so pol na plakatih, pa se ljudje vozijo po
avtocesti pa vidijo isto listo, ime iste stranke, pa ima enkrat številko 1, enkrat 5, enkrat 7, samo zmedo delamo med volivci. Tako da tukaj pričakujemo, da bodo vse parlamentarne stranke ta predlog izboljšave pač te tehnike podprle, s tem bo tudi manj stroška. Absolutno. Kar se tiče volilnega molka, ki smo za državljane in volivce volilnega molka od tiste sodbe Vrhovnega sodišča itak ni več. To je povzročilo pol neko zmedo, ki še vedno povzroča stotine prijav, ker ljudje tega ne razumejo. Molk velja samo za organizatorje kampanje, če se tudi za organizatorje kampanje volilni molk ukine, ni nič. Mi smo že uradno, mislim, da sporočili naša stališča okrog dveh stvari, dveh predlogov. Pri prvem smo celo sodelovali. Pač enotna številka zmanjšuje tudi stroške, ne samo političnim strankam, ampak zmanjšuje stroške tudi Državni volilni komisiji. In je to edino logično, kar je lahko. In tudi, kar se tiče volilnega molka pa njegove ukinitve, so naša stališča jasna, da so v bistvu popolnoma brezpredmetna stvar, kar imamo zdaj zakonjeno in se tem predlogu priključujemo s podporo.